Pozdravljeni, dragi gledalci, moje ime je Matej Sleva in dobrodošli v 5 minut ali manj. Vlogo, kjer poti med vsakdanjimi pravili, govorim o stvareh, ki imam trenutno v glavi. In danes bi rad govoril o eni zanimivi stvari, in sicer o programiranju, ok? Zdaj, vem, da ogromno vas je mladih, osnovna šola, srednja šola, večina tistih, ki so v srednji šoli, verjetno ne hodijo na neko računalniško šolo, tako da pač nima ravno stika s tem, ampak jaz bi rad povedal, da je ful dobro, če znate programirati, na hitro z mojega stališča, Pozajte to, da pač hodim na fakulteto za računalništvo praktično, študiram računalništvo že zdaj 3. leto, torej nekaj že znam, če pozabimo to, pač recimo, da sem se sam naučil programirati, pa tako by the way, dejansko sem se sam naučil programirati, ker tisto, kaj se šoli učijo na faksu, še do zdaj tega nis nič rabo. Vse, kar znam programirati, se sam naučil doma, pač, ker mi je bilo, Da pač tudi vi nijate razloga, da ne bi sami poskusili, pustimo to, povejmo, zakaj se mi zdi, da je to dobro, da vi znate dejansko programirati, Recimo, prvi primer, bil sem, oziroma sem še vedno, administrator za eno spletno stran, alphut.net, to je v bistvu spletna stran našega alpinističnega kluba v Slovenski Bistrici, imamo dosta pismo, v bistvu sem pisal članke, ne pisal, ampak bolj lektoriramo, bolj objavljam članke z tekem. Preveč se počujem po telefonu, kot da ampak bolj tak prije dol v ravnino, pa tam ne tako pripihal, Torej, lektoriral, objavljal sem članke in poleg vsega članka bila galerija slik, In dejansko slike, pač ker bilo to že 5 let nazaj, recimo, plac na serverjih še ni bil tako poceni, plus tega je bil nekaj čudni napad, da zvem kaj, da so slike mogle pač da so slike pač mogle imeti pika JPG z malimi črkami pa z velikimi tiskanimi črkami, pač neki bug noter v CMS-jo, No in jaz sem slike napisal program v C-Sharpu, ki mi slike prvo pomanjšal po velikosti, znižal njihovo kvaliteto, torej pač bolj jih je stisnil, pa spremenil končnico, da so bile male tiskane črke, ne velike tiskane, Uporabno, mislim, drugač bi to na roko delal v slikarji celo večno, vsako sliko posebej, zdaj je bilo to ful simpel narediti pač avtomatsko, Sem samo zagnal program, vrgel slike noter, pritisnil tip, so slike prišle ven, to, pa sem uploadal, To je prvi primer. Drugi primer, ki ga v bistvu podobno, ko snimam za YouTube, se že 2 leti nazaj, 1 leto nazaj, leto pol nekaj, pač še nekaj ceta nazaj, isto je vsakič ročno spremenjati velikost Minecrafta, ker finta je v tem, da če hočete za YouTube snimati, Minecraft, lahko ali snimate full screen, ali pa snimate v oknu, No, in jaz snimam v okno, ker pač snimam HD, torej 1280 pixelov x 720, tudi hočem tako veliko okno imeti, No, in to je bilo ročno težko vsakič zadeti, In sem pač napisal programček, ki samo pač dobi vsa okna, ki so odprta, išče tisto, v katerem imam Minecraft, pa je spremenil velikost na pravilno velikost, To je to. Mislim, jaz bolj, ko recimo začnem snimati Minecraft, zaženem Minecraft, v toolbaru, tam sploh v Windowsih, kliknem ikono, se za 2 sekundi pojavi črno okno, na konzola, če veste, kaj mislim, se zapre, pa je okno resizano, ali pa mogoče za sekundo samo, Tam je ful uporabno, To, težko reči, da primer, ampak gre v bistvu za to, da znam tudi v JavaScriptu programirati, in res, ko bi vi to vedeli, koliko strani se da spremeniti tako, da vam ustreza. Prijem na eno stran, ki je pač mogoče malo starejša, kaki blok ali pa kaj takega, pa ima tako ozko oknico za tekst, Jaz to ful na hitro spremenim v celo zaslonski način, in pol čist lepo berem, Tako da vam res priporočam, da se naučite programirati, če ne veste, kako se lotiti, počakajte, in čez nekaj teden govoril tudi o tem. To je to, že naprej in čau bo.